18. maj 2004. Plezalec je prosil zadnja dva moška, ki sta ostala z njim na Everestu, naj ga ne pustita za seboj. Še 2 uri prej se je smejal. Kaj se je zgodilo v teh 2 urah, je odvisno od tega, kdo pripoveduje zgodbo. Dobrodošli na skrajnem robu, kjer je veliko na kocki, a nihče ni le naslov. Konec leta 2003 v Washingtonu, D.C., ta moški, dr. Nils Antezana, je svojemu vodniku ponudil potovanje na Mount Everest z vsemi stroški plačanimi, z vključenimi leti, opremo in šerpami. Poleg tega še 10.000 ameriških dolarjev bonusa, če bi se oba vrnila domov živa. Vodnik je bil Gustavo Lisi. Skupaj sta že plezala v Andih. Gustavojeva spletna stran pa je navajala, da je sin leta 2000 osvojil Everest. To je bilo dovolj, da je Nils mu zaupal svoje življenje. To je bila njegova zadnja priložnost, da osvoji najvišjo goro na svetu. Ni mogel vedeti, da bo ta vodnik nekega dne razlog, da se nikoli ne bo vrnil domov. Do pomladi 2004 sta Nils in Gustavo odšla v Nepal in plezalci v baznem taboru so opazovali tega majhnega, sivolasega moža, kako se počasi vzpenja in spušča po Everestu ter se aklimatizira. Veliko jih je razmišljalo, kaj sploh počne tam. Nekateri bi vam povedali, da tam sploh nima kaj iskati. Ampak po drugi strani, veliko ljudi tisto sezono sploh ni imelo kaj iskati na Everestu. Do leta 2004 se je bazni tabor spremenil v nekaj, kar je bolj spominjalo na brezpravno obmejno mesto, kot pa na odpravarsko oporišče. Tiste sezone so plezalci nosili tovore do svojih visokih taborov, zakopavali hrano in jeklenke s kisikom v šotoru zadrgo na 7900 metrih, da bi se nato vrnili za dejanski vzpon na vrh. Ko so prišli nazaj, so ugotovili, da so jim ukradli jeklenke in hrano. Na drugi strani gore je vodja odprave v taboru pretepel svojo ženo do nezavesti, medtem ko je njegova ekipa gledala in ni ukrepala. Policije ni bilo. Ni bilo nobenih pravil, nikomur ni bilo treba odgovarjati. Everest je bil leta 2004 kraj, kjer te je ščitil le značaj ljudi, ki si jih pripeljal s seboj. Zato je Nils pripeljal 3 najboljše vodnike, ki jih je lahko najel za denar. 2 izkušena šerpa, Big Dorji in Mingma, oba sta že prej stala na vrhu. In imel je Gustava, svojega vodnika in prijatelja, za podporo. Sredi maja so napovedi pokazale, da se bo veter na vrhu umiril in da se odpira redko vremensko okno za vzpon na vrh. In tako, v noči na 17. maj 2004, iz zadnjega tabora na 7900 metrih, Nils Antezana je prižgal svojo naglavno svetilko in začel plezati proti vrhu sveta. Noč vzpona se začne okoli 10. ali 11. ure zvečer, ker je pot do vrha iz 4. tabora 12-urna plezalna tura. Če gre vse po načrtih, moraš priti tja do srede dopoldneva ali zgodnjega popoldneva in se nato skoraj takoj vrniti nazaj, ker potrebuješ dovolj dnevne svetlobe in dovolj preostalega kisika v jeklenkah za pot navzdol. Vsak izkušen plezalec v Himalaji ve, da je vrh šele polovica poti. Cilj načrta je šotor, ki si ga zapustil. Nils je celo noč plezal navzgor, zelo počasi, korak za korakom, vdih za vdihom, medtem ko so ga hitrejše ekipe prehitevale v temi. Prišla je zora, jutro je minevalo. Ekipe, ki so začele pred njim, so ga z zastrašujočo hitrostjo prehitevale po obeh straneh. A ni ga bilo strah. To je bilo točno to, na kar je računal. In okoli 10. ure zjutraj, 18. maja 2004, Nils Antezana se je povzpel zadnjih nekaj metrov po snegu in stal na vrhu Mount Everesta. Končno mu je uspelo. Zdaj je bil eden najstarejših ljudi, ki so kdaj stali tam. Za moškega, ki je dosegel vrhunec svoje medicinske kariere in pravkar zapravil celo premoženje, da bi preskočil leta himalajskega urjenja, stati na vrhu sveta je moralo biti kot dokončna potrditev. Kupil si je svetovni rekord in se ga je nameraval naužiti. Večina plezalcev preživi tam zgoraj morda 10 minut, da hitro posnamejo fotografijo na vrhu sveta, preden se vrnejo nazaj, ker tam zgoraj ni dovolj kisika, da bi človek preživel, ne glede na to, kako pripravljen ali motiviran si.
Nils pa ne. Nils je posnel fotografijo za fotografijo. Užival je v razgledu kot moški na hotelskem balkonu. Ta 69-letni moški, ki si resnično ni mogel privoščiti, da bi šlo karkoli narobe, je ostal na vrhu 35 minut in porabljal svoje zelo omejene zaloge kisika. In neverjetno visoko plačani vodnik, ki ga je pripeljal s seboj, je samo stal tam in mu to dovolil. Končno je Nils dal Gustavu znak, da je čas, da se odpravita dol. In sprva je bil spust videti točno tako, kot bi pričakoval. Gustavo je rekel, da je šel naprej. Preverjal je fiksne vrvi, preden se je pripel nanje. Za njim je prišel Nils, ki se je previdno spuščal korak za korakom. Oba šerpa sta ostala blizu in sta se skupaj z njima spuščala v istem počasnem, odmerjenem tempu. Zgoraj je vrh izginil za njimi in tabor Štibrje bil tik spodaj. Šotori so izgledali kot rumene pike na neskončnem oceanu skal in snega. Zdelo se je dovolj blizu, da bi ga morda lahko dosegli do kosila. To, da nekje nad skalnim izrastkom, imenovanim Južni vrh, manj kot 1 uro po začetku spusta, se je zgodilo. Nilsov desni čevelj je zgrešil stopnico, na katero je meril. Nihče še ni rekel ničesar, ker še ni bilo razloga za paniko. Morda je bil Nils preprosto utrujen. Seveda je bil. Pravkar je skoraj 12 ur plezal na najvišjo točko na zemlji. Toda zdaj se je vsakih nekaj korakov ustavil, se naslonil na palice in skozi kisikovo masko globoko zadihal. In zdaj so bili ti premori vse daljši. Zdaj se je njegova teža začela nagibati po strani na fiksni vrvi, kot pijanec, ki ne ve, katera smer je navzgor. Big Dorji in Mingma sta se mu približala z obeh strani. In nekoliko nižje, ko mu je eden od njiju nekaj rekel, je bil. Odgovor je bil nerazločen, besede pa pomešane. Vedeli so, kaj se dogaja. Znotraj Nilseve lobanje je. Njegovi možgani so otekali in izklapljali funkcije v določenem zaporedju. Najprej ravnotežje. To je bil škoren. Govor kot drugo, presoja kot tretje. In po presoji vse ostalo. Nils je bil klinični patolog. Desetletja je preučeval človeško telo, a ko so mu možgani začeli otekati in mu je odvzemala koordinacijo, je bila njegova edina reakcija, da se je še bolj naslonil na svoje palice. Vztrajno je poskušal hoditi, kot da je njegovo odpovedujoče telo le manjša nevšečnost. Nato se je obrnil na stran in prosil Gustava za nasvet, saj je bil prav takšen scenarij razlog, zakaj je skrbno izbral kompetentnega vodnika. Plačilo njihove opreme in 10.000 ameriških dolarjev bonusa je bilo namenjeno temu, da bi lahko profesionalec stal poleg Nilsa v trenutku, ko bi mu začeli odpovedovati možgani. Toda ko je Big Dorji in Mingma sta se ozrla naokoli, Gustavo Lisi ni bil nikjer. Tako sta oba šerpa opravila delo vodnika in postavila Nilsa medse, en moški na vsaki strani, ter ga začela spuščati zgore. To niso bili neizkušeni plezalci, ki bi se trudili po svojih najboljših močeh. Big Dorji in Mingma sta že prej osvojila Everest. Točno sta vedela, da to, kar se mu dogaja, še ni bilo usodno. Toda vsi trije moški so plezali skoraj cel dan v coni smrti. Bili so izčrpani in vsaka minuta, ki so jo porabili za pomoč Nilsu, je pomenila še 1 minuto, ko so bila njihova lastna telesa v nevarnosti, da odpovejo. A so nadaljevali počasi, v bolečinah in do mraka. So dosegli to široko mesto, veliko kot majhna soba, na približno 8400 metrih, ki ga plezalci imenujejo balkon. Kljub vsem svojim prizadevanjem ves popoldan so ji uspeli sestopiti le za 300 višinskih metrov. Tabor 4 je bil prav tako več kot 300 metrov nižje in na tej polici Nils sploh ni več mogel stati sam. Big Dorji in Mingma sta ga morala spustiti sem, ker so mu noge popolnoma odpovedale. Njegovo telo je preprosto doseglo mejo po urah brutalnega plezanja. In oba šerpa, ki sta bila z njim, sta se zdaj soočila s strašno odločitvijo. Nista mogla odnesti Nilsa po naslednjem odseku, ker je pod balkonom dolg, strm snežni pobočje. In oba sta plezala že več kot 24 ur. Bila sta že hudo, skoraj nepredstavljivo utrujena. Ostati z Nilsom čez noč, na prostem, pri -40 je pomenilo tudi 3 telesa na tej polici namesto enega. To sta bili možnosti. Tretje ni bilo
ker kver človeka, katerega naloga je bila ustvariti tretjo možnost, ni bilo nikjer. Zato so naredili, kar so lahko. Nila so posadili pokonci v sneg s hrbtom ob pobočje. Kisikove jeklenke so zapičili v led poleg njega, tako blizu, da jih je lahko dosegel z rokami. Upali so, da mu bosta Počitek in Kisik dala dovolj moči, da bi še enkrat vstal, zagrabil fiksno vrv In se svojo lastno močjo spustil zgore. Takrat so Nilsovi možgani že odpovedovali. Oteklina bi mu odvzela večino preostale presoje, a nekatere stvari ne zahtevajo popolne jasnosti. Razumel je, kaj nameravajo storiti. Po besedah Big Dorjija je Nils segal naprej in jih zgrabil za noge. Potem je rekel: "Gora je moj dom, ne zapustite me." Za trenutek se nihče ni premaknil. Nato se je Mingma nežno izmaknil, oba šerpa pa sta se ponovno pripela na fiksno vrv in izginila v vse večjo temo. Nils je bil preprosto prepuščen sam sebi na 8382 metrih, da plača ceno svoje ambicije. Nekje tekom 18. maja leta 2004. Nils Antezana je umrl, ko je sedel pokonci v snegu. Njegovo telo ni bilo nikoli najdeno. In tukaj bi se morala ta zgodba končati, saj oblasti v taboru na Everestu običajno ne izvajajo preiskav smrti. Na baznem taboru ni policijske postaje. Tam zgoraj ni nobenega sodišča. Plezalek umre visoko zgoraj, sezona gre naprej in v evidence se zapiše še ena vrstica. Višina, spust in telo ni bilo najdeno. Toda v dneh, ki so sledili, gor in dol po gori, so se plezalci vedno znova vračali k enemu preprostemu vprašanju. Isto vprašanje, ki ga verjetno imate v mislih, odkar se je začel spust. Kje je bil Gustavo Lisi? Kje je bil moški, katerega edina naloga je bila, da ostane ob svoji stranki? Bi lahko poskusili reševanje? Bi ga lahko drug vodnik dosegel pred nočjo? Edini način, da to izvemo, je bil, da vprašamo njega samega. In to, kar je povedal, je bila prava mojstrska lekcija v obračanju resnice. Zgodbe, na katere bi bil Don Draper ponosen. Kratek odmik. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Tam je, če jo želiš. Povezava za Patreon spodaj. Kje smo ostali? Gustavo Lisi je bil presenetljivo pripravljen govoriti o tem, kaj se je tistega popoldneva zgodilo. Pravzaprav je o tem veliko govoril. Težava je bila v tem, da je vsakič, ko je pripovedoval zgodbo, nikoli ni povedal dvakrat enako. V enem intervjuju se je Gustavo spomnil, kako je zaostajal za skupino, izčrpan. Komaj je lahko sledil šerpam, ko so poskušali premakniti Nilsa navzdol po hribu. V drugem rekel je, da se spomni, da je bil spredaj, hitro je šel proti taboru 4, da bi pripravil pot. Včasih se je zdelo, da je zgodaj izgubil moč. Včasih pa veliko kasneje. Tudi trenutek, ko se je ločil od Nilsa, se je spreminjal iz pripovedi v pripoved. Nobena od teh različic ni zvenela nemogoče. Vsaka od njih je bila sama po sebi verjetna. Šele ko so plezalci postavili zgodbe eno ob drugo, so se razkrile vrzeli. A to še ni samodejno dokaz za karkoli, saj vsi vedo, da je tvoj spomin nad 8200 metri zelo slab priča. Vsak moški na tem grebenu je bil buden več kot 24 ur, pri čemer je vsako sekundo dihal zrak, ki je imel komaj tretjino kisika, kot ga možgani običajno dobijo. Vedno pa obstaja način, kako preizkusiti spreminjajočo se zgodbo. In plezalci, ki so raziskovali to zgodbo, so ga uporabili. Poiščeš pripoved, ki se ne spreminja, in vse meriš glede na njo. Pripoved, ki se ne spreminja, pripada Big Dorjiju in Mingmi. Oba šerpa sta to povedala naravnost in se nikoli ni spremenilo. Nils je začel pešati že v prvi uri ali dveh spusta. Vzele sta ga medse. Cel popoldan sta ga prenašala z nekje nad južnim vrhom vse do balkona. V nobeni različici pripovedi vodnik ne pomaga svoji stranki. Ta pripoved vsebuje vse, česar Gustavove zgodbe niso imele. Bila je natančna, bila je dosledna. Podpirajo preprost izračun, koliko pomeni človeka spraviti 1000 višinskih čevljev nižje po gori. In to potrjuje tudi, kje so vsi ostali končali tisto noč. Ampak preprosto ni imelo nobenega smisla. Kako lahko profesionalni vodnik naredi take napake?
Ne samo ena napaka, ampak cela veriga napak. Dovoliti 69-letniku, da stoji na vrhu 35 minut. Brez radijskega klica, ko je stranka začela popuščati. Brez načrta, brez reševanja, brez sporočila, ki bi ga pustili eni sami osebi v 4. taboru. To niso pomankanja moči, to so pomanjkanja znanja. Stvari, ki jih povprečni fantje preprosto vedo. Počakaj malo. Kdo je bil Gustavo Lisi? To je vprašanje, ki ga pred vzponom nihče ni pomislil zastaviti, Ker je imel ta človek vodniško podjetje, spletno stran, polno antskih odprav. Na vrhu njegovega življenjepisa pa je bil podatek, da je leta 2000 osvojil Everest. Zdaj pa so ljudje začeli spraševati. In na srečo, Everest je izjemno težko kraj, o katerem je mogoče lagati, ker je to eno najbolj dokumentiranih krajev na svetu. Tako so plezalci, ko so iskali Gustava Lisija v zapisih o vzponih na vrhu sezoni 2000, so pričakovali, da bodo videli dokaz. niso našli ničesar. A še huje je, ker je prava valuta osvojitve vrha Everesta fotografija na vrhu. To je dokončni dokaz, ki ga vsaka stranka želi videti, preden najame vodnika. In tudi Gustavo jo je imel. To sliko sebe je že leta kazal kot dokaz, da je bil leta 2000 na vrhu sveta. Toda zdaj, ko so si plezalci, ki so bili leta 2000 dejansko na Everestu, podrobno ogledali to fotografijo, so opazili nekaj, česar tam ne bi smelo biti. Ker pripada drugemu plezalcu, ki je leta 2000 res stal na vrhu sveta. Ki se je vrnil s svojimi fotografijami z vrha in katere fotografije so nekako pristale v rokah Gustava Lisija, ki jih je 4 leta predstavljal kot svoje. Dokaz v središču Gustava Lisijevega posla, slika, ki je zaključila posel z vsako stranko, ki je kdaj želela videti dokaz, je bila ukradena moškemu, ki je dejansko naredil tisto, kar je Gustavo Lisi le trdil, da je storil. Izkazalo se je, da Gustavo Lisi v sezoni 2000 nikoli ni dosegel vrha Everesta. Namesto tega je prišel boleče blizu. Približno 200 metrov pod vrhom, preden je bil prisiljen obrniti. Obrniti se tam ni sramota. Pošteni povedo, kje so se morali obrniti, in jih to ne stane nič drugega kot ponos in ego. To je bila edina cena, ki je Gustavo Lisi ni mogel plačati. Domov se je vrnil z edine odprave na Everest v svojem življenju. Si je prisvojil osvojitev vrha drugega moškega, ga objavil na svoji spletni strani in začel zaračunavati strankam, da bi plezale z moškim na fotografiji. Torej, prijatelj in strokovnjak, za katerega je Nils mislil, da je stal na točno tisti gori, ki si jo je Nils želel, in se vrnil domov brez zapletov, v resnici ni storil ne enega, ne drugega. Izkušnje, za katere je Nils vedel, da jih nima. Ta primanjkljaj, za katerega je porabil ves ta denar, da bi ga zapolnil, je zapolnjeval človek, ki je imel prav tako enak primanjkljaj. Ko je Gustavo Lisi privolil v ta dogovor, se je namerno vračal v cono smrti, da bi ga plačljiva stranka popeljala nazaj na vrh, ki ga je osramotil. In Nils ni imel pojma. Mislil je, da kupuje izkušnje, ki bi izravnale slabosti njegove starosti. Namesto tega je nevede svoje življenje zaupal nekomu, ki je te izkušnje zgradil na laži. Ali je to vplivalo na odločitve, ki jih je tistega dne sprejel tam zgoraj, lahko zares odgovori le Gustavo Lisi. Si lahko predstavljaš, kakšen ego moraš imeti, da to narediš? A skoraj neverjetno, skoraj nemogoče postane še slabše. Kar uganite, kaj je Gustavo naredil potem, ko se je tisto noč, 18. maja 2004, spustil z gore in prišel do šotorov v taboru 4, medtem ko je njegova stranka še vedno sedela v snegu 1000 čevljev nad njim. Čel je spat. In če sem pošten do tega človeka, Gustavo je prišel z tiste gore v res slabem stanju. Njegova lastna moč ga je nekje na poti zapustila in po njegovih besedah ga je izčrpanost tako močno zadela, da je komaj še lahko hodil. Rekel je, da je do šotorov v taboru 4 prišel pozno tisto noč, okoli 23. ure, popolnoma izčrpan. In človeku v takem stanju tisto noč lahko oprostimo, da se je zgrudil v spalno vrečo. Cona smrti izčrpa vsakogar. Morda v njem res ni ostalo nič več. Toda spanec človeku povrne moč. Toda informacije, ki jih je imel Gustavo, niso čakale, da bi se kdo zbudil. Bil je edina oseba v taboru 4, ki je vedela, da je njegov 69-letni klient
še vedno tam zgoraj, še vedno ni bil izven nevarnosti. In vse okoli njega na južnem sedlu so bili šotori drugih odprav s polnimi jeklenkami kisika. Povedati kateremukoli izmed njih, kaj se je zgodilo, ni stalo nič drugega kot besede. Ni povedal nikomur. Tisto noč ni sprožil alarma, prav tako ne ob sončnem vzhodu 19. maja. Ne po počitku, ne po kisiku. Ne v zadnjih jutranjih urah, ko je bilo še mogoče verjeti, da Ninsovo srce še vedno bije. Nekaj pa je vendarle šlo v javnost, saj je bil naslednji dan na spletni strani Gustava Lisija objavljen nov zapis. In kar je svet videl, so bile dobre novice s Himalaje. Uspešna odprava. Osvojitev vrha Mount Everesta. Če bi bili nekdanja ali še bolje bodoča stranka, ki bere to posodobitev, bi mislili, da je šlo vse popolnoma po načrtih. Vodnik je znova opravil svoje delo. Stranka, katere denar je plačal odpravo, ki je še vedno sedela 1000 čevljev nad taborom 4, premražena in nemočna, ko je bila ta posodobitev poslana, sploh ni bila omenjena. Bilo je, kot da nikoli ni obstajal. Ampak za Gladys je zagotovo obstajal. Gladys Antezana je bila z Nilsom poročena 38 let. In v 38 letih, skozi delo in premagovanje vseh gora pred to, sta imela dogovor, da bo on opravil nevarno stvar. In potem, ko je bil na varnem, bi zazvonil telefon. Nikolaj ga ni prekršil. Niti enkrat v skoraj 40 letih. Tisti teden je bila Gladys v bolniški postelji v Baltimoru in si jo pomogla po manjšem operativnem posegu. Tako je 18. maja ležala tam in v glavi preračunavala časovno razliko. Če bi dosegel vrh zjutraj tam, bi bil do večera že nazaj v taboru, kar pomeni, da bi moral kmalu poklicati. Potem se je 18. končal. 19. pa je prišel in minil. Končno je zazvonil 2 dni po vrhu, a glas na drugi strani ni bil njenega moža. Bil je močen, hrapav glas, ki ji je povedal, da je njen mož dosegel vrh sveta. Da je bil tam zgoraj izjemno srečen. Ampak nekaj je šlo narobe na poti navzdol in Nilsu ni uspelo priti nazaj v tabor. Glas je rekel, da ga ni več. Potem je v istem klicu vprašal, kam naj pošlje stvari njenega moža. To je bilo vse, kar je imela Gladys. Brez trupla ali razlage, ki bi imela smisel. Le obljuba, ki je bila končno prelomljena. Za večino družin se tam konča. Ker kaj lahko v resnici narediš? Brez trupla ni pogreba. Ni policijskega poročila tam, kjer ni policije. Everest ti zapre vrata, industrija za njimi pa skomigne z rameni. Gora je nevarna. Poznal je tveganja. In Gustavo bi se izmazal z vsem, kar se je tam zgoraj zgodilo. Če ne bi bilo Fabiole Antezana. Fabiola je bila Nilsova hči in že v nekaj dneh po tistem telefonskem klicu je bila na letalu za Katmandu. Ker Fabiola ni 6 tednov čakala doma v temi, s svojim očetom je bila v stiku skozi celotno odpravo. In nekje v tistih tednih, skrito med običajnimi novicami njenega vsakdana in zadnjo veliko plezalno pustolovščino njenega očeta, se je prikradlo še nekaj drugega. Stvari med Nilsom in Gustavom niso šle tako, kot bi morale iti. In njen oče jo je o vsem obveščal. Samo po sebi to skoraj nič ni pomenilo. Stranke in vodniki si med vsako dolgo odpravo pogosto grejo na živce. To ni bila stvar, zaradi katere bi opustil odpravo, ampak je bilo ključno za to, kar se je zgodilo potem. Ker ko je Gladys končno dobila tisti klic sožalja, vsi ostali na svetu so slišali za alpinistično tragedijo. Fabiola je slišala nekaj drugega. Še posebej, ker je bil vodnik, s katerim je imel njen oče težave, isti vodnik, ki se je vrnil brez njega, 2 dni molčal v novici in je zdaj nenavadno hitel poslati njegove stvari. Zato ni bila pripravljena pustiti tega primeru. Morala je izvedeti, kaj se je zgodilo. Najprej se je lotila dokumentacije odprave in ta ji je prinesla prvo odkritje, da je bila smrt njenega očeta že zabeležena kot rutinska smrt zaradi posledic visoke nadmorske višine. Preiskava ni bila odprta, nobena ni bila načrtovana. Vlada Nepala je primer Nilsa Antezane zaključila, še preden je pristalo letalo njegove hčere. Zato je šla namesto tega k ljudem. Začela je iskati kogarkoli, ki je bil tisto sezono na gori. Toda sezona se je končala in priče so se razpršile v ducat držav. In tisti, ki jih je lahko dosegla, so tam zgoraj gradili kariere. Kariere,
ki ne preživijo pričanja proti vodnikom. Ljudje so bili vljudni in zelo žalostni zaradi njene izgube, vendar so povedali zelo malo, razen Sherpovega poročila in Gustavovih spreminjajočih se zgodb. Toda, ko je Katmandu ostal brez odgovorov, je svoje vprašanja naslovila na novinarje in preiskovalce v plezalni skupnosti. Sporočilo za sporočilom, vsem, ki so imeli možnost to raziskati. In uspelo je. Plezalci, ki so bili na gori, so začeli uradno primerjati informacije o Gustavu. Skupnost je začela raziskovati njegovo zgodovino in vse, kar ste izvedeli prej v tem videu, prazna sezona leta 2000. Ukradena fotografija. Posel, zgrajen na osvojitvi vrha drugega moškega, je prišel na dan v uradnih zapisih, kjer ga nobena prihodnja stranka ni mogla spregledati. Novinar časopisa Washington Post je več mesecev uro za uro rekonstruiral odpravo. In Michael Kotas, novinar, nagrajen s Pulitzerjem, ki je tisto sezono plezal na Everest, je primer postavil v središče svoje knjige o tem, v kaj se je gora spremenila. Pot, po kateri ste hodili v tem videu, je njihovo delo. Vse to je sprožila hči brez značke, brez pristojnosti in brez telesa, ki bi ga lahko pokopala, Ki se je odločila, da gora je nevarna. ni bil odgovor. Torej, za primer s tako jasnimi dokazi bi mislili, da je to popolnoma jasen primer, kaj ne? Gustavo bi moral biti aretiran in obtožen nečesa, malomarnosti, zapustitve ali pa vsaj goljufije. Tukaj je, kaj se je v resnici zgodilo. Nič. Ne pozabite, nepalska vlada je smrt Nilsa Antezane že zabeležila kot rutinsko smrt zaradi visoke nadmorske višine in se je odločila, da ne bo preiskovala. In nobeno sodišče drugje tega ni prevzelo. No, ker nobeno sodišče drugje tega ni moglo, samo za trenutek sledite vprašanju pristojnosti in videli boste past. Vodnik je bil Argentinec, stranka je bila Američan. Smrt se je zgodila v Nepalu na 27.500 čevljih, na kraju, kjer ne bo nikoli stal noben preiskovalec, kjer so dokazi zamrznjeni v grebenu, ki ga nihče ne more zlahka doseči. Gustavo Lisi je preprosto odšel in vrnil se je na delo. Še leta kasneje ste lahko našli Gustava Lisija, kako je vodil plačujoče stranke na gore v Južni Ameriki. Nove stranke, ki so verjetno odprle spletno stran, prebrale življenjepis in zaupale moškemu, ki je stal pred njimi, tako kot Nils. Kajti v svetu brez sodišč je razkritje edina možna kazen. V plezalnih krogih njegovo ime je postalo sinonim za vse, kar je narobe z nereguliranim plezanjem. Plezalci na forumih so se odkrito spraševali, kako lahko ta moški še vedno dela, kako je lahko še vedno član spoštovanih alpinističnih klubov. In odgovor vsakič je bil enak tistemu, ki ga je Nepal dal Fabioli. Nihče ni imel pooblastil, da bi ga ustavil. Edino preverjanje ozadja pri visokogorskem vodenju je tisto, ki ga upravi stranka sama. In stranke ne berejo plezalnih forumov, berejo spletne strani. Sistem, ki Gustava Lisija ni kaznoval, je isti sistem, ki mu je sploh dovolil voditi. Nikolaj se ni spremenil. In ko se je družina Antezana z njim neposredno soočila, je Gustavo Lisi izrekel eno najbolj šokantnih stvari o tej celotni katastrofi. Trdil je, da sploh nikoli ni bil Nilsov vodnik. Kot je povedal Gustavo, je bil preprosto Nilsov prijatelj, ki je bil po naključju na isti odpravi. Moški, kateremu je Nils zaupal svoje življenje in zaradi katerega je preletel pol sveta, je kasneje trdil, da mu sploh nikoli ni bil vodnik. Samo prijatelj, ki je bil po naključju tam. Zato, kar se je zgodilo Nilsu Antezani, ni bil nikoli nihče obtožen. 12 let kasneje, drug alpinist je vstopil v isto območje smrti, z enako željo, da svetu nekaj dokaže. Le da je tokrat ne bi bilo nobenega vodnika, ki bi prevzel krivdo. Ta zgodba sledi.